Pozdravljeni vrtičkarji, danes bomo govorili o zdravilni šisandri in robidah brez trnov, ki imajo tudi nekoliko bolj sladke plodove. Na kratko nekaj o šisandri. Naj povem, da na Kitajskem in v Rusiji šisandro uporabljajo predvsem v tradicionalnem zdravilstvu. No, ko se odločamo, katero sorto posaditi v domač vrt, lahko izberemo navadno kitajsko šisandro ali pa novejše sorte. Ena izmed takih je tudi sadova number one. Šisandra pa dejansko je prezimnotrdna rastlina in zdrži tudi -20 stopinj in več. No, največkrat jo seveda sadimo brajde in pergole, ker govorimo seveda o vzpenjavki. No, kar se tiče zdravilnih učinkov šisandre, predlagam, da več preberete tudi v članku. O njej je narejeno številno raziskav in študij. No, kar se tiče pa plodov, pa lahko povem, da uživamo suhe ali pa sveže plodove. Naredimo si lahko tudi čaj iz listov in pa vejic. Zelo dober pa je tudi in zdravilen pa tudi čaj iz jagod šisandre. Ko govorimo o šisandri, pa naj povem, da iz plodov seveda lahko pripravimo tudi sok. No, pri robidah naj opomnim na sorte robid, ki rodijo na enoletnih poganjkih. Taka je sorta reuben. Če rodi na enoletnih poganjkih, nam dejansko olajša tudi rez in na ta način je robido povsem enostavno porezati. Poznamo pa še sorte brez trnov, taki sta sorti Loch Ness in Navajo. No, ena posebnost, če iščete kakšno naravno, eksotično pa divjo malino, kjer je okus bolj podoben rdečim malinam, pa predlagam, da izberete med japonsko vinsko malino. Tako, to je bilo na kratko vse danes o šisandri in o robidah. Želim vam prijetno vrtnarjenje.